Drugi del prvenstva je res bil tako, kot se zagreje. Mislim, da smo igrali te tekme res na vrhunskem nivoju. Da kaže tudi rezultati. Moje mnenje, če mi začeli turnir tako, kot smo končali, bi se z lahkoto uvrstili že više. Seveda, začeli smo kar dober, pa še par golov nam je padalo, tako da se veliko lažje igra, ker ponavadi smo na prvenstvu zmeraj prvi dobili gol in zelo težko so igrali, ampak tako je, sami smo se tudi. Se tudi, če je bilo 1-0, bi čisto zadostovali tele 3 točke, kar smo rabili, tako da žal, tako je, prav veliko veselili se ne bomo. Seveda, vsekakor je lažje po teh dveh tekmah, ampak žal, kot ste rekli, cilj ni bil izpolnjen in prav veliko razlogov za veselje ni. Mislim, bolj bi rekel, da smo se oddahnili, ker smo to rešili, vsaj to B grupo, ker drugače bi bila katastrofa, ampak ne moramo pa zdaj se nekaj prav preveč veseliti, ker cilj ni bil dosežen. Zmeraj ostaja ta grenk preokus. Mi smo prišli res v elito, na začetku je res gledal ne najboljši, ampak zdaj pa nazaj pogledaš, no pa res ni veliko manjko. Res tistih par golov nam je na koncu manjkal skupno zgledano, tako da škoda, no? Ja, mogoče se je Litvi danes poznali, da so tudi včeraj igrali, mi smo se včeraj lepo spočili, tako da smo bili mogoče malo bolj sveži. Drugače pa ja, turnir pač se ni iztekel tako, kot smo imeli pričakovanja. Normalen cilj je bil uvrstiti v A skupino, ampak ta prvi dve tekme sta se nam malo podrekale, po domač povedano. Prva tretjina pred Kazahstanom, pa druga pred Koreji, tako da ne vem, mislim, siguran je tudi razočaranje, ampak po drugi strani pa lepo, da smo zdaj te dve tekme zmagali in obstali v dve skupini. Normalno se je tudi poznalo, da nismo imeli dveh Janov, pa Roka, pa Žiga, to v naši kapaciteti hokejistov sta to dva napada, tako da pa tudi vsi vemo, kakšni kalibri so ti igralci, tako da smo jih sigurno pogrešali, ampak tako se naredi. Lahko bi več iztržali, ampak tudi s tem ne smemo biti prav razočarani. Jaz sigurno ni lahko, pač mi smo prišli, tako sem že prej rekel, z visokimi apetiti, pa izgubiš prve dve tekme, pa tretja tekma pred Belorusi, ki je nekako favorit turnirja, sigurno ni lahko. Tudi Madžari sigurno niso slaba ekipa, se pravi, mogoče Litva, so bili malo zmatrani, ampak tudi niso slaba ekipa, tako da na vsako tekmo se je bilo treba skoncentrirati in pripraviti najboljše. Mislim, vsi se staramo, tako da enkrat bomo tudi mi starejši igralci pač šli in bojo ta mladi mogli to prevzeti. Jan je imel zelo dober turnir, Drozg, tudi mislim, da Čimžar, Zajc so delali svoje delo korektno. Se vidi, da je bilo to prvo svetovno prvenstvo normalno, tako kar pa vsakmo, ampak ja, če hočemo mi segati po višjih mestih, je fajn, da smo popolni, kar pa zdaj nismo bili, ampak upamo pa za naprej, da bomo še sigurno ni razočaranje, ker se nismo uvrstili v elito, ampak se pravim, tako pač je, to je zdaj mogoče tudi realna slika, mogoče so bili naši cilji malo previsoki, ampak se je treba visoke cilje postaviti, da pač nekako drviš k temu, ampak tako je, nažalost se je tako iztekal, ampak zdaj zadnje tekme pa sigurno lahko pohvalim, smo igrali tak hokej, ki ga moraš igrati cel turnir, mi ga pa nažalost nismo. Mislim, da zadnje dve tekme so fantje pokazali, iz česa so. Mislim, pa ne, da ne morem jim popolnoma nič učitati. Mislim, da skozi celotno prvenstvo smo se borili, da smo dali popolnoma vse od sebe. Mislim, da v prvih treh tekmah nam je mogoče tudi sreča majhen obrnila hrbet. Tako da, ampak zelo ponosen na fante. V zadnjih dveh tekmah smo dosegli 14 zadetkov, nobenega nismo prejeli, kar je bil zelo dober podatek, tako da se mi zdi, da so vsi naredili tisto, kar je treba, da smo na koncu prišli do teh dveh zmag. Po tistim porazu proti Koreji mislim, da je bilo vse skupaj zelo stresno, kajti se mi zdi, da tisto tekmo si nismo zaslužili izgubiti, ampak tako je v športu, včasih ne dobiš tisto, kar si zaslužiš, tako da je bilo kar pestro, ampak se pravi, fantje so res pokazali, da so zelo dobra grupa, da zelo dobro držijo skupaj, da so delali en za drugega, tako da vsaka čast njim. Ja, ko mu še enkrat
3:0 v prvih 3 tekmah, enostavno je treba nekaj spremeniti. Jaz mislim, da na te menjave, da so fantje zelo dobro reagirali, da so vsi sprejeli te menjave tako, kot se zagre. Tudi branilci, mislim, da so prišli majhen accept, da so končno majhen bolj zadihali, da so bili bolj čvrsti, majhen bolj podrobna analiza obrambne tretjine, zlasti z branilci pred tekmo z Madžarsko. Tako da jaz mislim, da je bilo vse skupaj zelo pozitivno vzeto in pa seveda, da smo zaključili turnir tako, kot se je bilo treba. Ja, cilj je bil uvrstitev v A skupino, ampak vsi skupaj smo se zelo dobro zavedali, kako močna skupina je, da razlike med reprezentancami so vsako leto manjše in manjše, tako da na koncu odločajo malenkosti. Mislim, da če potegnemo črto, mislim, da tisto najbolj me boli ta tekma s Korejo. No. Res ta tekma me najbolj boli, da enostavno nismo zdržali, da smo v nekaj minutah prijeli 3 zadetke in enostavno se nismo uspeli po temu pobrati. Tako da tekma s Kazahstanom tudi na začetku malo slab začetek, 2 powerplay gola smo prijeli, tako da proti taki reprezentanci je potem izjemno težko. Ampak kljub temu fantje niso obupali, pritiskali do konca, ampak se ni šlo. Mogoče tekma z Belorusijo je bila majhen drugačna, ker smo vsi imeli še v glavah ta poraz proti Koreji. Ampak odlična reakcija potem proti Madžarski, zelo dober ekipni duh in pa seveda tudi današnja tekma, da smo odigrali tako, kot se zagre in da smo potem prišli do teh pomembnih točk. Imamo še enkrat igralce, take kot je Anže, Sabolič, Kovačevič in pa ostali starejši, Gregorski, so že nekaj časa v reprezentanci, gre za zelo dobre liderje ekipe. Mislim, da so oni potegnili ta voz takrat, ki je bilo treba, tudi držali so nas vsako tekmo praktično v igri, tako da so te mlajši oziroma debitanti videli, zakaj se gre in pa seveda ta mešanica mislim, da je bila kar v redu. No. Ne vem, če je bila že kdaj taka situacija, da so v bistvu do odhoda aviona čakali, da se igralci priključijo reprezentanci. Praktično niti ene tekme do svetovnega prvenstva nismo odigrali v sestavi, ki je prišla na svetovno prvenstvo, tako da definitivno ni bilo lahko. Tako da pač situacija je bila taka, vzeli smo jo v zakup. Jaz upam, da je bilo to, mislim, ne šola, ampak nekaj, kar je treba razmišljati tudi v prihodnje, kako in kaj, zlasti kar se tiče državnega prvenstva. Ampak tako kot sem rekel, nobenih izgovorov, mislim, cilji so se spremenili z odhodom v elito, v obstanek. Ostali smo noter, mislim, da je več kot zasluženo ostali noter. Po moji oceni mogoče si zaslužili tudi kakšno točko več, ampak tako je. Do lanskega leta mislim, da je bila baza igralcev praktično 10 let ista. Tako da enostavno vsi skupaj mogoče smo se razvadili, da so ti fantje vedno prišli, vedno bili pripravljeni odigrati, kako se zagre, da so pokazali svoje najboljše igre, takrat, ko je bilo najbolj potrebno. Seveda sedaj generacija se menja, mogoče malo več odpovedi je bilo, kot sem mogoče pričakoval, ampak gre za nekatere res take poškodbe, ki enostavno nimamo vpliva na to. Tako da kljub temu mislim, da te bojo nekateri še vedno pripravljeni igrati. Ampak se mi zdi, da te mladi debitanti, ki so prišli, da so odigrali super prvenstvo, v zadnjih 3 tekmah pokazali, da tudi, mislim, Madžarsko, sploh pa Litvo, da lahko resno računamo za prihodnost na njih.